Vrhunski dosežki so le začetek Matejeve poti in ravno ta mu je, kot pravi, bolj pomembna od samih zmag. Vsako jutro se zbudim nasmejan, srečen, grem na trening, uživam, potem pa zvečer spet utrujen, ampak z nasmehom na ustih zaspim. Kljub natrpanemu urniku je Matej maturiral z odliko in kako je zlatemu maturantu uspelo? Z vztrajnostjo, nekaj trme pa malo volje se vse da. Bistveno se mi zdi, da sem bil pri pouku vedno skoncentriran, na učitelja se pravi čim več zapomniti. A možnosti prvega vpisa na fakulteto ni izkoristil, zaenkrat se bo namreč v celoti posvetil kolesarjenju. Pri tem ga vsekakor podpira tudi punca in vsa družina. Dekle je zelo razumljivo, skupaj so že 4 leta, tako da se kar dobro ujameva. Družina pa tudi mi podpira, usklajujemo nekako in se imamo fino. Takole pa so prvaka nestrpno pričakali njegovi klubski prijatelji. Ponosa ni skrival niti Matejev nekdanji trener. Bom rekel tako, da se mu je dvakrat išlo, ampak če nisi toliko dober, enostavno tega uspeha niti ne moreš doseči, niti ponoviti. V tekmo s svetovnim prvakom pa smo se spustili tudi mi. Matej, kaj praviš? Sem iz pravega testa, mi bo uspelo ali si prehud? Mislim, da bo, čeprav ta lešal bo malo aerodinamičen, ampak bomo borovali. Ampak dobro, vsaj zebel me ne bo, glede na to, koliko si hiter, pa svetovni prvak. To bo definitivno prednost. No, prav. Pa gremo, vso srečo. Končni izid pa je najbrž znan vsem.